Vsako leto ob občinskem prazniku župan občine Kranjska Gora sprejme 90-letnike. V kranjskogorski občini jih je letos kar 24, vendar pa jim je letos vse svoje praznovanje preprečil koronavirus. Mi smo se pa odločili, da z našim mikrofonom v domu Viharnik v Kranjski Gori obiščemo Ano Hlebanja, ki je doma z Belce in je 25. junija dopolnila častitljivih 90 let. Ana, lepo pozdravljena. Hvala lepa. Iskrene čestitke. Tino smo pa praznovali in jih nas je bilo kar dosti. A res? Ja. No, vsaj to se boš spominjala do konca svojih dni, a ne? A je to tako? Dajva pogledati, Ana, kako so tekla tvoja mlada leta? Ja, drugače kar fajn. Dosti sem hodila v hribe, smučala sem, plavala sem, jaz sem bila športnik. In bila si vse življenje aktivna, a ne? Na Triglavu si bila, na slovenskem ponosu, najvišjemu vrhu. Kolikokrat se spomniš? Velikokrat. Ja, ne. 4-krat, mogoče dan več, ali ne vem. In tudi vse ostale hribe okrog, Stol, Jalovec, Mangart. To sem vse dala gor. Vse si hodila. Vse sem po hribih hodila. Torej imaš na tiste dni, ko si pač hodila po... To je bil moj življenje. Prav lušten, res fajn. No, to je bil tvoj prosti čas, praviš, da si bila športnica. Kaj pa, kje pa si delala, kje si delala? Kje si zaslužila svojo pokojnino? Bolj slabo slišim. Kje si zaslužila svojo pokojnino? Kje? Delala si v... Sem v računovodstvu. In koliko let? Vsa leta? Do upokojitve? Do odhoda, tle sem. In seveda tukaj sta skupaj tudi z gospo, ki je prav tako doma z Belce, ki je prav tako delala na železnici. Ter železnicam bila, ja, pa je bilo kar fajn. Se rada spominjaš tistih dni? Zelo. Zastopili smo se in fajn je bilo. In verjetno pokramljali, se kdaj usedli, kaj spili, kaj dobrega pojedli. Treba bilanco delati. Je zmeraj sestra priskočila mi na pomoč. No. Ona je bila pa računovodna, pa zelo brihtna. Neverjeten, res. In če sem kaj rabila, Ti je vedno pomagala. V vaši družini ste bili 3, kaj ne? prosim. V vaši družini ste bili 3 otroci. Ja. In vsi ste bili študirani. Vsi. Vsi. Smo se kar dobro zastopili. Ste se dobro razumeli. Zelo. No, zdaj življenje teče drugače naprej, a ne? Tukaj si v Viharniku, praviš že vse od takrat, ko je bil Viharnik odprt. Ja? Kako? Že vse od takrat si tukaj v Viharniku, odkar so ga odprli. Ja, vse to prva sem bila. Tle so mi naredili špalir, pa Tako, da so ti naredili lep sprejem. Da so te lepo... sem pa rekla, tle pa je sama nam spala. Pa so mi pa 2 dali, da sta mi čuvali. No, Sem bila prav ta prva. no. Pa sem pa 2 dobila, da sta mi merkale. Naslednji dan je pa že Nachtigallova prišla, Klančnikova Ivica. Pa so bili pa mi bolj skupaj.
Potem so pa hodile ena za drugo, kaj ne? Ja. Kako pa si zadovoljna v domu? Dobro skrbijo za tebe? A tle, v domu sem kar zadovoljna. Je čist, je krasen, Je hrana dobra? kar dobra. Oskrba imate tudi kakšna praznovanja? Ja, tudi so. Tudi so. Obiskuješ kakšno takole zjutraj, kakšno telovadbo? Ja. Ja? Kakšne delavnice? Kaj delaš v prostem času? Ja. Kaj delaš v prostem času? Jaz ne dost, ker jaz sem res za nič. Zdaj sem ratala po 90, pa prej sem bila pa v redu. Odkar me je sestra zapustila. Jaz sem bila tako rada imela, tako smo se zastopili. Ana, čas briše sledi. Čas briše sledi. Pravim, da čas briše sledi. Pa dajva pogledati, če kaj pa rada ješ. Koga? Kaj rada ješ? Vse. Vse imaš rada. Ja, včasih sem rada meso imela, zdaj pa ne več. Kaj pa zdaj zelenjavo? Ne vem. A imaš zelenjavo rada? Če imaš rada zelenjavo, Ne preveč. ne več. Ne, preveč. ne preveč. Ja. Kaj pa kakšne slaščice, pa sadje? Ja, to pa vse tak. Vse si jem, vse jem. Daj povej, kako ti mineva čas v domu? Od jutra do večera, kako ti mineva čas v domu? Verjetno malo poklepetata z Angelo, ne? Ja, pa se je tudi še stara ratala. Se je tudi več ne da. A kaj bereš še? Ja. Rada bereš? Jaz imam časopis, imam naročen, ga vsak dan dobim. Kaj pa imaš naročeno? In to mi ga je pa nečak narekel Matjaž, taki tudi umrl od sestre sin, Ja. nečak, no. Ja. On mi ga je in čez skozi ga dobivam. A imaš gorenjski glas? Ja. Gorenjski glas, tam so vse novice. Gorenjski glas. Kaj pa? Novi svet. Novice? Ja. A, novice imaš. Ne novice, ne, kako bi rekla. Kaj pa delo? Aj delo, dnevnik? Ne, ne dnevnik, no, se pravi naš svet. To je sam pri nam je. A ja, tako? Ja, pa je fajen. No, evo, tako da izveš vse. Vsak dan ga dobim, razen v sobotah ali pa v nedeljah. Drugače ga mi je pa naročil takrat nečak, je rekel, ti rada križanke rešuješ. Aha. Sem ti naročil to, sem jih res, pa sem še dobila kakšno nagrado pa vse. No, zanimivo. In jih skozi dobivam, še zdaj, tako da še zdaj jih dobim, ne vem, kdo to plača. Vse dobiš to, da si imela to za razvedrilo. Za razvedrilo. Ja, se fajn, ne, Si, novi svet. si tudi včasih rada križanke reševala? Ja, Ja. Seveda, saj si bila razgledana, si potovala tudi, a ne? koga Da si potovala tudi. tudi. Pa smučala, pa vse. To si rekla, ja. Smučala sem pa toliko. Sem šla na Vršič, pa z Vršiča dol v Tamar, a ne? Pa poj Kranjskemu, pardon, v Rateče, no. Ja, Ja. Si bila dobra smučarka. Ja, zelo sem, res sem hodila. Navdušena, a ne? Aha. To mi gor držal.
Kaj pa takole greš, te peljejo kaj na sprehod tukaj zunaj, ki imate krasen park, teraso? Ja, ampak Ja? jaz zdaj se ne počutim preveč dobro. No, pa vendar je fajn malo zraka, a ne? Ja. Kaj si še želiš ob tako visokem jubileju? Kako? Kaj si želiš ob tako visokem jubileju? Ja. Da bi bila zdrava? Ja. To si vsak želi. Na to je pa tega doma. Klančnikova Ivica. Aha, to je pa gospa, ki sta prve prišle v dom. Malo prišla. Ana, jaz ti bom zahvalila za tale pogovor in ti zaželim... Boš kaj takega mi kar pokalič. In ti želim še veliko zdravja in pa energije in prijetnega bivanja tukaj v viharniku. Obema želim. Ker to je ta bola, ne? Kaj je ta drug?